Komu najpred veselo zdravico, bratječko, zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepne dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani slovenski demokrati in demokratke, spoštovani predstavniki medijev, dragi prijatelji. Dobrodošli na konvenciji Slovenske demokratske stranke v volilni kampanji za Državni zbor 2011 v 4. volilni enoti. Prvi in najbolj prisrčen pozdrav najprej namenjamo vsem kandidatkam in kandidatom SDS, ki kandidirajo v 11 okrajih 4. volilne enote. Ponosom, seveda v naši sredini pozdravljamo predsednika SDS, gospoda Janeza Janšo. Pa seveda pozdravljamo tudi članice in člane občinskega odbora Grosuplje, predsednika odbora Dušana Kočevarja, župana občine Grosuplje, dr. Petra Verliča, ter vse člane in članice odborov SDS iz občin, ki spadajo v 4. volilno enoto. Preden nadaljujem, moram poudariti, da ne bomo ves večer govorili, čeprav imamo kar veliko zapovedati. Pomemben del večera bo namreč govorila tudi glasba. Uvodoma nas je že s svojim kristalnim glasom pozdravila odlična, verjetno najboljša slovenska vokalistka Nuška Drašček. No, z nami pa bo ves večer tudi ansambel, ki nosi zelo pomenljivo ime. Slišijo namreč na ime Viktori. Pozdravljam Mikija, Robija, Boštjana in še enega Boštjana. Viktori in Nuška bodo skupaj z nami na vseh popotovanjih po vsej Sloveniji na naši volilni kampanji. In ta hip bomo najprej za uvod slišali njihovo pesem, ki jo kar naprej lahko slišite na različnih radijskih postajah. Dan brez tebe in Viktori! Kaj je to ljubezen, vse kar diši po tebi? Kaj mi bo nov dan, počutim leteno v sebi? A naj spremenim vse, a ne bi bil, kar ti želela. In spet vedno smešna boš, ker srečen bom, ko boš ljubila. Zdravil bi čas, ko sva eno bila.
in tako si blizu, a ne bo isto. Moje ceste ni več v tvojem svetu, v tebi še sanjam te spim. Ne pomaga dan do dan, je brez tebe in ne mine. Ne pomaga dan do dan, se mi strinja vse. Spim pa zvestola, prazna slova, naše polje po tvojem vrhu. Ne pomaga dan do dan, je brez tebe. Znam bil priča, ko sva eno bila, ampak v trenutku ujec, pomagamo spet na izpet, ali ne pomaga, da vidim te, mi ne pomaga, da poznam te. Spim pa zvestola, prazna slova, naše polje po tvojem vrhu. Ne pomaga dan do dan, je brez tebe. No, Slovenija ni samo del skupnega evropskega trga in evroobmočja, ampak je tudi del evropskega političnega prostora, s katerim delimo številne enake ali podobne vrednote. SDS pripada Evropski ljudski stranki, ki je najmočnejša politična skupina v Evropi. Ta povezava je Sloveniji zelo koristila v času, ko je naša država leta 2008 uspešno vodila Evropsko unijo. Zelo koristna pa je lahko tudi v prihodnjih letih, ko bo morala Slovenija reševati doma nakopičene gospodarske in socialne probleme. Predsedniku SDS Janezu Janši in stranki je podporo izrazilo vodstvo Evropske ljudske stranke s predsednikom Wilfriedom Martensom na čelu ter številni drugi, ki sodijo v to skupino. Še posebej odločno pa ga je podprla nemška zvezna kanclerka in predsednica stranke CDU Angela Merkel. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je vrh Evropske ljudske stranke seznanil z razmerami v Sloveniji pred decembrskimi predčasnimi volitvami in s programom, ki ga je SDS pripravila za ponovni razvojni zagon Slovenije. Predsedniku Janši in stranki so izrazili podporo najvidnejši predsedniki vlad v Evropski uniji. Nemška zvezna kanclerka Angela Merkel pa je ob tem dejala. Ich unterstütze Janusz Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf. Bravo. SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši so podporo izrazili tudi številni drugi evropski politiki in vodje najštevilčnejših delegacij v Evropskem parlamentu. Vodja madžarske delegacije Andras Györk, na primer, je dejal: Cenimo, da v SDS resnično ljubijo svojo domovino, hkrati pa ostajajo zvesti evropskim vrednotam. Imajo tudi močan glas pri pomembnih odločitvah v Evropskem parlamentu. Občudujemo njihovo predanost in poštenost. To so vrednote, ki jih potrebujemo, da popeljemo Evropo iz krize. No, sprejemamo pa tudi številne podpore znanih in uspešnih Slovencev.
Med njimi smo še posebej ponosni na podporo, ki nam jo je na uvodni konvenciji na Brdu pri Kranju izrekel edini slovenski olimpijski in svetovni prvak v atletiki Primož Kozmus z besedami: Slovenska demokratska stranka ima izrednega vodjo, ki je stabilna osebnost, pravi lider. Za njim pa stoji ekipa, ki ima izkušnje in se je že dokazala. Vem, kaj pomeni ekipa v športu in verjamem, da je enako v politiki, da ste pripravljeni na nove izzive. Želim vam vso srečo na volitvah in potem pri upravljanju države. Vsi smo ponosni nanjo, le pravo vodstvo potrebujemo. Predah pa znova skočimo v svet glasbe. Rekla sem, da je Nuška Drašček ena najboljših slovenskih vokalistk, je pa tudi ena najbolj simpatičnih, srčnih, nasmejanih mladih dam, kar jih poznamo. No, zapela nam bo pesem V tebi je moč, ki govori o tem, da je v vsakem človeku silovita moč in da je vsak tisti, ki lahko pripomore k spremembam na bolje. Nuška Drašček. Prisluhni, ki prisegaš na resnico, ki srce ti bije za pravico. Prisluhni, Priprave na volitve pa so seveda mnogo več kot le mesec dni volilne kampanje. Slovenska demokratska stranka po letu 2008, ko je le za las zgrešila zmago na volitvah, ni sedela križem rok v opoziciji, temveč je iskala nove rešitve za izzive, ki jih je pred državljane Slovenije postavila tranzicija in za izzive, ki jih pred svet postavlja čas. Strokovni svet SDS je pripravil kompetenten in verodostojen program za mandat 2011 do 2015, ki dokazuje, da je pomembno biti sposoben
in pripravljen in da samo nov obraz v politiki še zdaleč ni dovolj. Program SDS ponuja 10 plus 100 rešitev za akutne probleme, ki jih pred nas postavlja kriza. Imamo rešitve, da prebrodimo težke čase, ki so pred nami. Da krizo uporabimo zato, da Slovenija iz nje pride boljša, močnejša in pravičnejša do vseh državljanov. V slabih časih je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi, zato smo kot prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse to delamo zato, da bi ljudje imeli delo, varna, dobro plačana delovna mesta. Delo daje smisel obstoja človeka v družbi ter njemu in družini zagotavlja socialno varnost. Na tretje mesto smo postavili razvoj. Danes ustvarimo premalo, jutri moramo ustvariti več. Takrat bo konec krize. Takrat bomo veseli, da smo konec leta 2011 stopili skupaj in se združili okrog programa, ki je realna podlaga za optimizem. Slovenska demokratska stranka je sposobna bolje, bolj pošteno, predvsem pa bolj pravično upravljati z državo ter povezati ljudi s ciljem hitrejšega razvoja in resnične solidarnosti. Dovolite, da zdaj k besedi povabim doktorja Petra Verliča, župana občine Grosuplje in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Lep dober večer vsem skupaj. Imam kar majčken treme, čeprav sem doma. Spoštovane kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke za poslanke in poslance. Prav v posebno čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim kot župan v naši občini Grosuplje. Še prav posebej lepo pozdravljam našega rojaka in domačina, predsednika Slovenske demokratske stranke in poslanca gospoda Janeza Janšo, ki v našem volilnem okraju visoko Janez, hvala ti, da si spet izbral naš okraj. Na volitvah v Državni zbor podpiram Slovensko demokratsko stranko, zato ker je to moja stranka. Ker verjamem v vrednote Slovenske demokratske stranke. Zaupam predsedniku stranke, njegovim izkušnjam in modrosti. Verjamem v program Slovenske demokratske stranke, ki ima rešitve za pravičnost, delovna mesta in razvoj v prihodnjem mandatu. Ker vem, da bomo imeli župani v prihodnjem mandatu v vladi Slovenske demokratske stranke več sredstev za razvoj in ministre, ki bodo naši verodostojni sogovorniki. Ker verjamem, da bo več vlaganj v ceste in železnice kot doslej, z močnejšim in odločnejšim ministrstvom pristojnim za promet v dobrobit razvoja Slovenije. Zato tudi verjamem, da bo v prihodnjem mandatu zgrajena obvoznica Škofljica po Barju in polni priključek na avtocesto v Šmarju. Spoštovane kandidatke in kandidati za poslanke in poslanci, verjamem v vas in vem, da ste zmagovita ekipa. Hvala in srečno. Zdaj pa na oder vabim Tjašo Hrovat. Zapela nam bo eno zimzeleno, ki jo vsi poznamo, nosi naslov Poletna noč, no nanjo pa bo nocoj še posebej ponosen njen oče, poslanec in kandidat v 4. volilni enoti, Robert Hrovat. Tjaša Hrovat. Zvisne broj zalud, brez
strehe brez zidov. Mladim je toplo, poletna noč, ljubezni spev še per. Sem čustev, žar strasti, vse mine, vse ostane pismo znan in prgišče znan. Spominom sto na stare dni. Pridi kdaj pome z ognjem v oči. Bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva. Samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč. Pridi kdaj pome z ognjem v oči. Bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva srečna sva. Samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč, poletno noč. No, vidim, da očetu čestitajo. Nekaj ste vendarle imeli pri tem, res je. Zdajle pa, preden predstavimo naše kandidate, še enkrat prisluhnimo skupini Viktori in Nuški Drašček, zato, da nikoli tega ne bi pozabili. Za Slovenijo živim. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo. Njene gore pisane, morje in nebo.
Hvala lepa. No, Slovenska demokratska stranka bo na volitvah 4. decembra nastopila s kvalitetno listo kandidatk in kandidatov v vseh 8 volilnih enotah. Danes vam predstavljamo 11 kandidatk in kandidatov, ki jih boste lahko volili v 4. volilni enoti. To so ljudje, ki jim gre za stvar, ljudje, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da bo treba v prihodnje 2-krat bolj trdo delati. In tako, v prvem okraju 4. volilne enote s sedežem v Kočevju kandidira Miha Klun. Leta 1998 in vodja svetniške skupine od leta 2006. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik in ima opravljen tudi pravosodni izpit. Je poročen in oče 2 otrok. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Na svoje čase ste bili tudi voditelj in novinar na lokalni televiziji, obiskovali ste celo dramsko šolo Barice Blekuš, uspešno prestali avdicijo na kanalu A. Zdaj me pa zanima, a vam te izkušnje, ki ste jih pridobili pred kamero, kaj koristijo na sodišču? Vse ste gledali, ne, tisto nadaljevanko Zvezde na sodišču, a je pri nas tudi tako? Jaz bi jih zelo rad izkoristil, ampak pri nas obravnave izgleda približno takole. Pride tožnik pa reče, jaz ustrajam tako kot do sedaj in prerekam vse navedbe nasprotnika. Potem sodnica to diktira na zapisnik, še enkrat, potem se še druga stran oglasi, ki reče za prvo isto, pa še enkrat diktira, na koncu pa itak preložijo narok zaradi izvedbe letala. No, in ravno zato, ker ste tudi član odbora za pravosodje pri strokovnem svetu SDS, vas sprašujem, kakšne spremembe pa predvidevate na področju pravne države? Vse v teh spremembah je kar nekaj govora in še bo. Jaz bi tukaj izpostavil samo eno stvar. Zelo pomembno bo vrniti vero v to pravno državo. In ta vera ni omajena zato, kar poslušamo zadnje dni, da nekateri komentirajo sodne odločbe, pa ne bi smeli reči, imamo svobodo govora in jaz bom lahko komentiral sodne odločbe, če se z njimi ne bom strinjal. Tega se ne pustim zdaj. Kriza pravne države je zaradi tega, ker je občutek, dejansko je tako, da se vsi ne obravnavajo enako. Nekateri so sprocesirani zelo hitro, nekateri čakajo v predalih in na koncu primeri zastarajo. Tisto zelo majhna stvar je, ki bi to lahko spremenila in kar je Slovenska demokratska stranka že predlagala in vlada ni podprla, da bi postali sodni vpisniki javni. Zelo preprosta rešitev, minimalna rešitev, vsi bi vedeli, kdaj je prišla zadeva na sodišče, zadeva bi bila transparentna, vsi bi temu lahko sledili. In do zdaj temu ni bilo tako, ampak Slovenska demokratska stranka bo to naredila. Hvala lepa. V drugem okraju 4. volilne enote s sedežem v Ribnici kandidira Jože Tanko. In je s svojimi izkušnjami tudi izvrsten vodja poslanske skupine. 2 mandata je bil tudi župan občine Ribnica, je poročen in ima 3 otroke. Lep dober večer. Dober večer. No, na uho nam je prišlo, da ste tudi vinogradnik. Pa me zanimata 2 stvari. A vam kaj uspe? Pa kdaj imate čas? Sem bolj mali viničar. Imam tam nekaj trd. Pa še te uspevajo samo zato, ker imam dobre sosede. Torej znate porazdeliti delo, tudi to je nekaj. So dobri sosedi, radi. Glejte, zanima pa me predvsem, kakšne rešitve predvideva stranka za zagon slovenskega gospodarstva. Ja, dobre rešitve predvsem, ne. Jaz sem bil prvih 15 let zaposlen v gospodarstvu, potem se pa cilom pride, ko zgodilo tako, da sem zašel v lokalno in potem državno politiko. Da lahko povem, da gospodarstvo potrebuje predvsem red in pa predvidljive okoliščine. In predvsem to je potrebno zagotoviti. Delno je to povezano s finančnimi posli, s finančno zakonodajo, predvsem pa tudi z sodno zakonodajo. To je le potrebno doseči to obravnavo. Veliko pa je seveda potrebno storiti tudi na področju poenostavitev,
Mi smo v prejšnjem mandatu večkrat predlagali, da bi predvsem ti mali gospodarstveniki plačevali svoje obveznosti do države z eno položnico. Treba je vedeti, da pri teh je provizija pri polovici položnic višja, kot je znesek nakazila, in to je pravzaprav ena nepotreben strošek. Treba bo najbrž tudi veliko storiti na področju boljše izrabe resursov, ki jih imamo, v ribnici to znamo, naredimo vse od drobnega lesnega izdelka do zahtevnega okna. Zdaj imamo tudi to daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Skratka, te stvari bo potrebno bolje izkoristiti. Seveda pa treba tudi poenostaviti marsikaj, pavšalistom je treba omogočiti, da bodo lažje delali, predvsem pa tudi dati možnost tistim, ki so morda brezposelni, pa bi se lotili kakšne dejavnosti. Minimalno, kar lahko stori država, je to, da jim plača vsaj za neko določeno obdobje socialne prispevke. Mislim, da je to bistveno boljše, kot da jim plača celotno nadomestilo za brezposelnost. Pa še marsikaj tudi za tuje vlaganje v spodbude, olajšave. Tako da dela je precej. Hvala lepa, srečno. Četrte volilne enote, sedežem v Litiji, kandidira Romana Tomc. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka in vodi Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Sodelovala je v različnih projektih, odborih in pogajalskih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni. Lep dober večer. Dober večer vsem skupaj, posebej mojih iz Litije in Šmartnega pri Litiji. Dober večer. Imate 2 otroka in vodite Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. In zdaj me zanima, kako visoki štipendiji imata vaša otroka? Joj, žal, rada bi videla, da bi jih imela, vendar jih nimata. Pri nas ne delamo tako. No, seveda, vam gotovo ni vseeno, da toliko ljudi, potem ko konča šolanje, konča na zavodu za zaposlovanje. Kaj bi lahko storili za mlade? Ja, to je res. Jaz se dnevno srečujem s vsemi temi mladimi in skoraj ne morem verjeti, kakšen potencial se skriva v njih. Imamo odlične dijake, študente, ki obiskujejo najboljše univerze po tem svetu, tekmovalce, ki prihajajo domov z zlatimi medaljami in vendarle se zgodi, da potem na koncu dejansko kdo tudi pristane na zavodu za zaposlovanje. Vendar ni povsod tako. So tudi nekateri poklici, kjer pa je zaposlitev moč najti relativno hitro. In jaz vidim eno izmed rešitev, seveda spremembo v našem izobraževalnem sistemu, ki bi moral biti bolj prilagojen temu, da najde in izobražuje tiste kadre, ki jih gospodarstvo dejansko potrebuje. Eden izmed načinov, kako to narediti, pa seveda je tudi ta, da bi lahko podeljevali štipendije oziroma bomo podeljevali štipendije za tiste poklice, ki so deficitarni. No, precej izkušenj imate tudi s kolektivnimi pogajanji, socialnim dialogom. Kako se boste lotili te precej vroče teme medgeneracijskega dialoga? Ja, res je vroča tema, naporna tema. Pogajanja s socialnimi partnerji so vedno trd oreh, pa tukaj naj opozorim, da ne gre samo vedno za pogajanja z socialnimi partnerji, pri katerih največkrat imamo v mislih sindikate pa delodajalce, ampak jaz mislim, da je ključno za Slovenijo, da najdemo širši konsens, medgeneracijski dialog, to se pravi tudi med mladimi in med starejšimi. Zavedamo se, da bo to zelo naporno, kako je, če nisi uspešen, imamo možnost videti danes, kako je bilo to v prejšnjih 3 letih, ampak verjamem na uspeh. Jaz mislim, da je bistveno, da se pri teh pogajanjih, pri teh pogovorih spoštujemo, da razumemo pričakovanja drugih, da se poslušamo in verjamem, da na ta način lahko skupaj uspemo in dosežemo nek dober rezultat, pomemben za Slovenijo kot celoto, seveda. Hvala lepa. V
enote s sedežem v Ljubljani Moste Polje kandidira magister Anže Logar. Evropske študije in je zaposlen kot svetovalec v Uradu za evropske zadeve. Lep dober večer. Lep dober večer. Bili ste prvi Slovenec, ki se je zaposlil v Evropskem parlamentu. V času predsedovanja Slovenije Svetu Evrope pa ste vodili vladni urad za komuniciranje. Ali vam je od takrat morda ostal v spominu kakšen dogodek, da ga podelite z nami? No, najbolj mi je ostal v spominu dogodek vrh Evropske unije Združene države Amerike, kjer so se na našem Brdu pri Kranju srečali trije najpomembnejši možje, predsednik Združenih držav Amerike, gospod George Bush, predsednik Evropske komisije in predsednik Sveta Evropske unije, gospod Janša. Skupaj govorili o prihodnosti te naše zemeljske oble. No, najbolj mi je pa pri tem ostal v spominu pogovor z ameriškim predsednikom, ko je pred novinarsko konferenco, ki sem jo vodil skupaj z njegovo tiskovno predstavnico, stopil do mene, mi podal roko in se široko teksaško nasmehnil in rekel, slišim, da so tukaj danes pomembni ljudje. No, takrat sem si mislil, najpomembnejši človek na svetu ima pa zelo zanimiv smisel za humor, ampak še bolj me je pa šokiral z naslednjim vprašanjem, ko je rekel, kaj pa mislite, da me bodo vprašali? No in šele takrat sem ugotovil, da me sprašuje za novinarje, kajti takrat je bilo preko 400 novinarjev iz vseh najpomembnejših časopisnih, tiskovnih in novinarskih agencij. Kaj pa menite, da je zdaj ta hip najbolj pomembno za Slovenijo? No, jaz trenutno hodim naokoli po volilnem okraju in ugotavljam, da se ljudje resnično čutijo prikrajšani in najbolj skrbi ravno ta dvojna pravna država, pomanjkanje pravičnosti in slab pravosodni sistem. Zato je glavna naloga za naslednji mandat, da bodo veliki lopovi tudi na veliko sedeli, to pa lahko zagotovi samo SDS. Kraju 4. volilne enote s sedežem v Ljubljani Moste Polje kandidira doktorica Romana Jordan Cizelj. Članica Slovenskega ter Evropskega društva jedrskih strokovnjakov ter Univerzitetnega znanstvenega foruma. Leta 2009 je bila že drugič izvoljena v Evropski parlament. Z možem Leonom in 2 sinovoma so si dom ustvarili v Domžalah. Lepo pozdravljeni. Dobar večer. No, vi ste strokovnjakinja z področja jedrske fizike. Tudi vaš mož je strokovnjak z področja jedrske fizike. A potem, ko se kregata, je to atomska bomba? Mi imamo bolj izkušnje z miroljubno uporabo jedrske energije. Ampak, Saša, a morda veste, kaj je to en bekerel? Prosim? To je število radioaktivnih razpadov na sekundo in glede na to, da sem bila že v številnih jedrskih elektrarnah in raziskovalnih reaktorjih, kaj mislite, koliko bekerelov imam? Ne vem, 3. Da si upate stati zraven mene? Recimo 3. Ne, 4400. Ampak se me ni treba bati, tudi vi imate nekaj takega. Malo manj, glede na to, da vas se približi za tretjino važe od mene. Skratka, nevarni ste, hočete povedati. Ste pa sicer tudi predsednica odbora za okolje in prostor pri strokovnem svetu SDS in zagovornica trajnostnega razvoja. No, ena od pomembnejših stvari, ki jo velikokrat poudarjate, je tudi zagotavljanje pravice pravzaprav do čiste pitne vode. Ja, res je, voda je osnovna življenjska dobrina, še celo bolj pomembna od hrane in energije in tudi v odboru jo obravnavamo na tak način. V program smo zapisali, da je pravica do zdrave pitne vode, pravica, ki jo mora imeti, ki mora biti zagotovljena vsakemu državljanu. Vemo, da voda v povečanem številu prebivalstva ob podnebnih spremembah postaja tudi čedalje bolj sicer dragocena.
ampak v Sloveniji se nam tega ni treba trenutno še bati, ker je bogata z vodami, moramo pa seveda moramo imeti bolj odgovoren odnos do vode, kajti trenutno je recimo porabimo 30% mimo evidenc. Tako da v svoj program smo v SDS-u zapisali dostop do pitne vode, vsako gospodinjstvo, potem, da je treba urediti protipoplavno varstvo in pa seveda izkoristiti vodo tudi v gospodarske namene, recimo na področju kmetijstva, turizma, energetike, vendar v skladu s trajnostnim razvojem. Hvala lepa in srečno. V 7. volilnem okraju 4. volilne enote s sedežem v Ljubljani Moste Polje kandidira Ida Medved. Sanitarni tehnik, od konca minulega leta je upokojena, z možem živita v Ljubljani. Lep dober večer. Lep dober večer vsem skupaj. Imate kar precej hobijev, med njimi je hoja v hribe, kolesarjenje, poslušanje operne glasbe. Imate kakšne priljubljene operne izvajalce? Od domačih je sigurno Janez Lotrič, tisti, ki je mi zelo pri srcu. Kaj pa recimo, ko doma na vas glas navijate glasbo, kaj na to poreče vaš mož? Mož jo malo tiša, ker jaz bolj arije pojem. Kaj pa pravi vaša družina glede na vašo kandidaturo? Ja, moja družina me podpira, midva z možem imava tako skupaj 4 otroke, sicer svojih pa nimava, ampak so vsi 4 zelo navdušeni, tako da moram, da me vsi podpirajo. Sami ste skoraj že leto dni upokojenka, ali menite, da je reforma pokojninska nujna? Ja, zelo je nujna, ker trenutni pokojninski sistem je slabi fizični kondiciji, če lahko tako rečem. Seveda pa, da je tako slaba, je sigurno vzrok kriva Pahorjeva vlada, ki je želela uveljaviti nov pokojninski zakon, ki pa je temeljil na dvigu starostne meje pri upokojitvi. In seveda zadnji 2 leti so se upokojenci z mano verjetno množično upokojevali. In seveda največja grožnja pri pokojninskem skladu so sigurno nezaposleni. In seveda potreba bo najti neko razmerje med zaposlenimi in upokojenci. Zato ima tudi stranka v programu namen prenoviti ta pokojninski sistem, in sicer v celoti, ne samo, da bo baziral na dvigu starostne meje pri upokojitvi. Tudi sistemsko se naj bi spremenil pokojninski sistem in sicer informacijsko, tako da bi bil vsakomu dostopen tudi tisti vpogled, koliko je vplačeval, koliko ima trenutno vplačanega in pa seveda, da si lahko tudi zna izračunati, kakšna bo njegova pokojnina, ker zdaj si to nobeden ne zmore sam. Mislim, da še tam ne znajo dobro naspiti. Tako da, kar lahko naredimo, je to, da moramo čim več ljudi zaposliti, ker te bojo doprinesli pokojninskemu skladu dohodek in pa seveda, če hočemo imeti zaposlene, moramo odpriti delovna mesta. Hvala lepa, veliko sreče. Kraj 4. volilne enote s sedežem v Ljubljani Bežigrad kandidira Meta Škufca. Meta Škufca je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, v politiko je vstopila leta 2003, ko se je vključila v ženski odbor SDS Ljubljana. Je mama sina Janeza, ki je še osnovnošolec. Lep dober večer. Dober večer. In imate kar nekaj hobijev, no, med drugim pa ste tudi golfistka. Kje pa igrate najraje, se odpeljete k tujino? Ja, golfistka sem že skoraj 15 let. No, začela sem tukaj v golf klubu Grosuplje. No, letos se mi je pa pridružil tudi moj sin. Skupaj pa največ igrava kar po Sloveniji, ker golf igrišča po Sloveniji so zelo lepo urejena in pač lepa, tako kot je lepa tudi Slovenija. Kako pa to, da ste se odločili za kandidaturo? Odločitev za kandidaturo ni bila prav težka. Dejstvo je, da ima stranka SDS odličen razvojni program, sposobne ljudi in pa odločnega vodjo, ki nas bo po 4. decembru popeljal iz krize v boljše čase.
razlogov za slabo stanje v našem šolstvu? Po mojem mnenju je ena izmed slabosti našega šolstva pomanjkanje spoštovanja. Pri tem mislim na odnose med učenci in učitelji, med starši in učitelji. Dejstvo je, da je za zadovoljnega učenca izjemno pomembna prava kombinacija. Kombinacija med znanjem in spoštovanjem. Spoštovanjem do drugih in spoštovanjem drugih do nas. In le tisti mlad človek, ki bo imel v sebi pravo mero, kombinacijo oziroma mero znanja in ustvarjalnosti ter spoštovanja, samospoštovanja, bo v življenju resnično uspešen in zadovoljen. Hvala lepa. V 9. volilnem okraju 4. volilne enote s sedežem v Ljubljani Bežigrad kandidira Franci Matos. Vodi uspešno odvetniško pisarno v Kopru, je poročen in je oče 2 hčera. Lep dober večer. Lep dober večer vsem skupaj. Kar 4-krat ste bili med najvplivnejšimi pravniki v Sloveniji, letos pa ste ta naziv tudi usvojili. V svojem poklicu očitno vidno uživate, pa mi povejte, ali boste tam v parlamentu tudi tako jezični? Včasih že, kadar bo potreba, ampak mislim, da bo treba več delati, kot jezikat in predvsem pa pokazati te pametne rešitve, ki so napisane v programu. In uporabiti še kakšna druga sredstva, verjetno. Ljudje namreč izražamo precejšnje nezadovoljstvo s tem pravnim sistemom, ki ne vzbuja zaupanje in ne nudi nobene prave varnosti. Kaj bo treba spremeniti? Kaj predlagate? Ljudje so upravičeno zaskrbljeni, nimamo pravične države, ne morejo imeti seveda občutka, da živijo v pravični državi, kajti v tem času so se dogajale res hude stvari na področju pravosodja. V času, ko sodišče v 3 urah reši spor okoli 3 psov, pozabi pa na oškodovanca, ki čaka na odškodnino že 5 let, seveda ljudje ne morejo verjeti, da je to pravično in tudi ni pravično. Zato bomo ljudem vrnili seveda vero v to, da pravičnost obstaja in da seveda je pravna država. Zakonodajo bomo spremenili tako, da bodo zakoni enostavni, eksaktni, da bodo sodni spori rešeni najkasneje v 1 letu in da seveda ne bomo pozabili na malega človeka, da ne bo čakal na svojo pravico 5 in več let. Hvala lepa. V 10. volilnem okraju 4. volilne enote s sedežem v Domžalah kandidira Robert Hrovat. SDS v državnem zboru, aktiven je tudi v lokalni politiki, je poročen in oče 2 hčera, od katerih smo eno nocoj slišali peti. Prej sem videla, da ste bili zelo ponosni, pa me zanima nekaj drugega. A je ta talent podedovala po vas, torej znate tudi vi takole zapeti? Ne, tako ne znam, sigurno ne. Vse talente, kar je dobrega, je v glavnem po mami. No, preden ste postali poslanec, ste opravljali delo poklicnega gasilca, tehničnega reševalca v Centru požarne varnosti na Goličevem. Kaj je po vašem mnenju bolj pomembno? Solidarnost ali pravičnost? Zelo enostavno. Pravična solidarnost. Pri delu, ki sem ga opravljal pred že 7-8 leti, je pravična solidarnost nekaj samoumevnega. Ker v poklicu, ki sem ga opravljal, tam ni veliko besed. Tam je treba človeku, ki je v nesreči, enostavno pomagati. Pomagati, ne glede na to, kdo je, kakšnega stanuje in tako naprej. Če pa to želimo implementirati v politiko, to pravično solidarnost, se pa ustavi že na prvi stopnici, pravzaprav, bi lahko rekel. Namreč ta zakon, ki smo ga zdaj, ni dolgo tega, pripravili v poslanski skupini, ko naj bi si funkcionarji za vzgled ostalim državljankam in državljanom znižali plače, je nastal velik vik in krik. Kako je to demagogija, kako je to nekaj nepomembnega in tako naprej. Ampak če ne bomo mi politiki vzgleda
dajali vzgleda na tak način, potem kako lahko pričakujemo, da bodo solidarni tudi ostali državljanke in državljani. Torej, jaz mislim, da je ta solidarnost najboljša, če je pravična. No, v tem mandatu ste tudi podpredsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo. Kakšne pa so usmeritve stranke na tem področju? Tako bom začel. V tem mandatu se je v kmetijstvu veliko govorilo, veliko pisalo, veliko manj pa storilo, kaj konkretnega. Jaz verjamem, da je to geslo, ki je bilo prej izpisano tukaj gor, da je potrebno verjeti v podeželje, da je to pametna rešitev, torej vlaganje v podeželje, edino prav. Poglejte, v Slovenija je relativno, bi rekel, dežela, ki ima potencijale za ukvarjanje s kmetijstvom. Ampak ta trenutek kmetje, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, ne verjamejo v to. Ker enostavno so pogoji in na koncu izplen tako nizki, da se sprašujejo, ali se sploh še splača kmetovati. Ko smo imeli obiske poslanske skupine po različnih pokrajinah po Sloveniji, smo vedno naleteli na ta problem. Kako zagotoviti boljše pogoje za kmetijstvo, za kmetovanje. No in v Slovenski demokratski stranki smo pripravili program, ki ima res vrsto konkretnih rešitev. Če izpostavim samo eno, to je recimo, Slovenija je zelo gozdnata država. Ampak kaj se dogaja v Sloveniji? Izvažamo hlodovino, potem pa uvažamo in kupujemo končne izdelke. Dodana vrednost ostaja zunaj. In to je ena od stvari, ki jih je treba tudi rešiti v naslednjem mandatu. Hvala lepa. V 11. kraju 4. volilne enote s sedežem v Domžalah kandidira magister Lovro Lončar. Pripravlja doktorat na fakulteti za upravo. Od leta 2009 je zaposlen kot sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. V zadnjem mandatu je tudi podžupan občine Domžale. Je poročen in ima 2 otroka. Lep dober večer. Večer sem skupaj. No, nekaj izkušenj s parlamentom že imate. Bili ste sekretar poslanske skupine SDS in poznaje tudi generalni sekretar državnega zbora. Kaj pa se je vam najbolj vtisnilo v spomin iz tistega časa? Ja, v tem času, ko sem bil v državnem zboru, je bilo kar precej dogodkov, ogromno nekih sej, ogromno nekih obiskov. Največji projekt je bil nedvomno predsedovanje Evropski uniji in tudi različne zgodbice so bile. Zdaj, morda ni to ravno zgodbica, ki se me je vtisnila v spomin, ampak je pa taka prijetna, ki je tudi povezana malo z našo, če smem tako reči, parlamentarno restauracijo. Namreč nekega dne je nekdo izmed poslancev pritekel po hodniku in sva se srečala in mi rekel, pomagaj mi, ne, češ, kaj se je zgodilo. In je imel madež od hrane, bil je na kosilu in je rekel, pomagaj mi, imam tiskovno konferenco, treba jo čistiti, treba je nekaj urediti, jaz tak ne moram pred novinarje. In seveda smo zadevo uredili, imeli smo takrat še nekaj kravat, kravate so bile še od predsedovanja, in smo ga pač pripravili tako, da je šel lahko na tisto tiskovno konferenco. No, ko je pa bila tiskovna konferenca mimo, je pa rekel, veš kaj, namesto jedilnice, boljše, da bi imeli čistilnico. No, vaše strokovno delo pa sega predvsem na področje organizacije dela javne uprave. Kaj bo vaša stranka naredila na področju reforme javnega sektorja? Jo boste izpeljali tudi brez soglasja sindikatov? Ne, nikakor ne. Mi bomo takoj začeli postopek, oziroma povabili bomo socialne partnerje k temu, da začnemo, pripravimo nov socialni sporazum, medgeneracijski sporazum, in jaz sem prepričan, da bomo v tem tudi uspeli. Spomnimo se, v času naše vlade, se pravi vlade Janeza Janše, smo dosegli socialni sporazum s tem, da smo znižali, oziroma da smo se dogovorili, da bomo za 3% znižali javno porabo do leta 2008 in to smo tudi dosegli. Hvala lepa, srečno.
Zdaj najslajše, v tretjem okraju 4. volilne enote s sedežem v Grosupljem kandidira Janez Janša. Ne vem, kaj bi lahko vas povedala novega, mislim, da že vse vedo. Sem si pa pripravila prav eno še posebej strokovno vprašanje, če vas že imamo tukajle. Tega ni bilo scenarija. Iz tiste te rumene knjižice vaše, kjer je zapisan program. Namreč zelo me zanima, kako pa je Črtomir? Ja, razumem ta predvolilni čas. Cel noč izpit. Modr po očetu. Upam, da ne zato, ker se mu zraven posle dal naš program. Namesto drugega prav tako strokovnega vprašanja vas bom kar povabila, da nas vse skupaj nagovorite. Lep, dober večer sem skupaj. Prav rad sem danes prišel v Grosuplje, da nekako čutim s tem krajem in dokaz tudi moje kravate, ker je enaka kot kravata gospoda Verliča, gospoda Župana. Smo včasih tudi na daljavo usklajeni. Ni pa tak zaloge, ki je imel gospod Lončar v državnem zboru, čeprav je s časom predsedovanja. Glede na to, da so kandidatke in kandidati, ki stojijo tukaj za mano, že veliko povedali o našem programu, bom jaz zelo kratek. Ko sem jih prej poslušal, sem ugotavljal, da bi pravzaprav samo izmed njih, ki predstavljajo kandidatke in kandidate v eni izmed 8 volilnih enot, lahko se stav prav dobro vlado. Bravo. V vsakem primeru boljše od te, ki se je danes poslavlja. Pa tudi, ko gledam takole po dvorani, bi najdel kandidate še za eno. S tem hočem povedati to, da ni treba, da je Slovenija danes tukaj, kjer je. Ni treba, da ni bilo potrebno, da smo v 3 letih zelo padli, da danes ne predstavljamo več zgleda v Evropi in zgodbe v uspehu, ampak se na nas vse bolj gleda kot na možni bodoči problem. Predvsem zaradi tega so oči Evrope v veliki meri uprte tudi v naše volitve 4. decembra. Pravzaprav bo do letos 2 volitve, na katere se v Evropi precej gleda. Ta vikend so volitve v Španiji, kjer bo skoraj zagotovo padla nesposobna socialistična vlada in gleda se tudi v Slovenijo v začetku decembra, kjer bodo prve predčasne volitve v naši zgodovini in kjer se prav tako pričakuje, da bo neka garnitura, ki je Slovenijo v 3 letih zadolžila še enkrat bolj, kot pa smo bili zadolženi prej, ki je Slovenijo spravila za 6 odstotnih točk nazaj, ko gre za približevanje Evropske uniji, in ki je v 3 letih podvojila ali pa vsaj deloma pomagala, pripomogla k temu, da se je brezposelnost podvojila, odšla z mesta, kjer se je delala predvsem škola. Slovenci smo, sicer bo kdo rekel, nek majhen del Evropske unije, ampak smo enakopraven del. Trudimo se tudi, da bi bili čim bolj enakovreden del, glede na potencijale, ki jih imamo. V vsakem primeru pa smo del določenih mehanizmov, smo tudi del neke skupne odgovornosti in to, kar se dogaja pri nas, vpliva tudi na druge. Zaradi tega naš proračunski primanjkljaj, kakorkoli je v številkah, to morda majhen problem, za evropske finance predstavlja vendar nek velik razlog za skrb, kajti če se še Slovenija pridruži tistim državam, ki jih mora Evropa reševati s svojimi reševalnimi mehanizmi, potem bo to en dodaten problem, ki bo presegal samo relativno velikost in primerjavo te velikosti z Evropsko unijo.
Zaradi tega je tudi tako močna podpora strani evropskih voditeljev temu, da v Sloveniji pride do prave spremembe in zaradi tega je tudi obljubljena pomoč, če bo Slovenija ponovno krenila na pot razvoja in ponovno postala tisto, kar je dolgo časa bila, ne v celoti, no, ampak večji del tranzicije pa, nek zgled tistim državam, ki lovijo zaostanek za povprečjem Evropske unije in nek faktor stabilnosti tukaj v tem delu evropskega kontinenta. Program, ki smo ga veliko omenjali danes, pa tudi vse tej volilni kampanji, je naravnan ravno k temu, da z temi sklopi ukrepov v okviru teh treh poudarkov, pravičnost, nova delovna mesta in trajnostni razvoj, Slovenijo ponovno postavimo na noge, jo spravimo na pot, ki bo šla naprej in ne nazaj, in predvsem poskrbimo za to, da bo realna blaginja oziroma realni standard v Sloveniji ponovno rasel. Čim prej je mogoče s takšnim tempom, kot je rasel v obdobju med letoma 2004 in 2008, ko se je povprečni standard Sloveniji merjeno po višini realnih plač ali pokojnin oziroma po kupni moči na prebivalca, kar ni samo statistika, ampak je nek realen pokazatelj, povečal za 24%. To je bil čas daleč najhitrejšega razvoja v zgodovini samostojne Slovenije. To je tudi hkrati dokaz, da če se vlečejo prave poteze, Slovenija lahko napreduje. Nič se nismo bistveno spremenili, v 3 letih smo še vedno isti. Imamo enake potencijale, tudi v našem času nismo uspeli v 4 letih vseh razviti, tudi hitreje lahko gremo, vendar pa mora biti ustvarjeno okolje, ki ljudem omogoča, da izkoristijo tisto, kar znajo, ki mladim omogoča, da pridobijo toliko izobrazbe, kot so se sposobni potruditi, in ki okolje, ki zagotovi, da potem to znanje ne leži neizkoriščeno. To je pravzaprav najhuje. Pred kratkim sem srečal kolega, ki se je vrnil z Avstralije in mi je dejal, da je dobil vprašanje od avstralskih oblasti v tem smislu, kaj se dogaja v Sloveniji, kajti v relativno kratkem času je 200 slovenskih družin zaprosilo za stalno bivanje in preselitev. Pravzaprav cel dan časovne razlike stran, kjer ne vidijo več perspektive v Sloveniji. To se nam v 20 letih še nikoli ni dogajalo. To je podatek, ki mi je od vseh, kar sem jih slišal v zadnjem letu, daleč najbolj zaskrbel. Apeliram na vse, zdaj, če bo to, ki je posneto in predvajano, da počakajo. Slovenija ni brezperspektivna država, Slovenija je okolje, ki se lahko ponovno postavi na noge, ni treba zdaj iskati boljšega življenja spet čez lužo in delati tega, v kar so bili prisiljeni naši starši oziroma njihove generacije. Ni nobenih objektivnih razlogov za to, da ta žalostni del slovenske zgodovine ponovno ponavljamo. Imamo vse možnosti, da doma ustvarimo dovolj delovnih mest, dovolj kruha. Ne da se tega čez noč, naslednje leto bo zahtevno, bo težko. Ne obljubljamo hitre rasti standarda, naslednje leto bo leto sanacije. Veliko tega bo treba popraviti, tudi veliko tega, kar se danes še ne vidi, ker se skriva in se čaka pač, da ta vlada gre in pride druga, potem bodo mnoge stvari prišle na dan. Vedno, ko pride do takšne menjave, se običajno najde stanje, ki je slabše od tega, kar se prikazuje. To izkušnjo imamo iz leta 2004 in se bojim, da bo zdaj zelo podobno. Skratka, čaka nas zelo zahteven čas. Slovenska demokratska stranka je nanj pripravljena. To, kar zdaj počnemo, je v veliki meri usmerjeno ne na volilni dan, na to so usmerjeni vsi drugi. Nas bolj skrbi tisti čas po 4. decembru. Za tega se pripravljamo z dobrim programom, z dobro ekipo in z tem, da ponujemo roko sodelovanja vsem, ki so pripravljeni v prihodnje
delati za skupno dobro Slovenije. Vsem skupaj želim, da po tej prireditvi nadaljujete prijetno druženje. Zunaj videl sem prej nekatere kolegice in kolege zunaj na stojnicah z rekviziti, ki bodo pripomogli k temu, da bo lahko to druženje prijetno, kljub mrazu. Do volitev naredimo tisto, kar se da. Ni pomembna samo zmaga, pomemben je tudi rezultat, ki bo omogočil trdno vlado, ki bo omogočil, da se problemi ne samo odkrivajo, ampak tudi realno rešujejo. Slovenska demokratska stranka za to, da to naredi, ima potencijale, vendar potrebujemo močno podporo volivk in volivcev. Še veliko se da narediti in to je odvisno tako od nas, ki stojimo tukaj na odru, kot tudi od vas, ki sedite tukaj v dvorani, mnogi ali pa večinoma ste svoj prispevek že dali doslej v kampanji in tudi prej. Še 2 tedna sta, izkoristimo jih, vsak glas bo odločil ne samo o rezultatu, ampak tudi o tem, kakšna bo Slovenija po 4. decembru. Lep večer še naprej, decembra pa na zmago. Kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v Državni zbor Republike Slovenije v 4. volilni enoti. Dva dobra tedna je še do takrat trdo delo, tako za njih kot za njihove štabe, ampak prepričani smo, da bodo dali vse v sebe in da seveda na zmago. Viktorij in Nuška Drašček, za konec, lep večer še naprej. Gospod, kjer bi se že še lepši je svet, kot poleg je sem doma, se skrivo, da je več na zem, prekriča mojim krva, Tanja više modro morjeno zem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkud ne bote tvoje, pozdravljamo
Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot ne doma. Sem bil na pastini, užival z ljudca gorskimi, na gori bom postal, tudi ljudco na pašo gnal, na roble gost ljubico, da če srečemo kot malo, She
Vamos surfar, vamos surfar, vamos surfar, vamos surfar,